Za nekatere je že večer, za nekatere je še enkrat dobrodošli, nekateri ste tukaj že cel dan. Jaz sem pričakoval, da bo Mika, ker je res popodjetna, da bo organizirala en časni krog, da se malo osvežega zraka, tudi ko smo že v naravi, da sem potem se primerno temu obut. A ne, v redu. Vse je napolnil sem siko. Tako, zakaj smo tukaj? Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije se pogovarja kulturni in družbeni razvoj, ki temelji na jasno zastavljenih strokovnih izhodiščih, merljivih ciljih, vizionarskih konceptih, predvsem pa na kakovostnem prostorskem načrtovanju in spodbujanju strokovne prenove obstoječih in kakovostne zasnove novih gradenj. To pa je mogoče le sodelovanje med arhitektom, krajinskim arhitektom in prostorskim načrtovalcem ter seveda investitorjem. Zato je sodelovanje osrednja tema arhitektov, v okviru katerega nagrajujemo najboljše realizirane in najboljše realizacije in najboljše projektante. Tale oder me tako vabi, da veste, potem enkrat, ko je Peter Mlakar stopil v knjižnico, noben tak pult ni več nedolžen. Človek si predstavlja, da bo potem seveda mora zasesti in te besede, ki sem jih ravnokar zdaj izrekel, potem izvede v mlakarjevskih maniri. To pa je mogoče, gospoda, le sodelovanje med arhitektom, krajinskim arhitektom in prostorskim načrtovalcem, ter seveda investitorjem. To je tista tišina lažne skromnosti, češ, a veste, na tej točki pa vidite, ne, pa če sam zamikam, absolutno, to je čisto popolnoma spontano. Interdisciplinarno sodelovanje je ena izmed ključnih točk, ki se odraža tako v odnosu med objektom in njegovo okolico, kot tudi v samem urbanističnem načrtovanju. Strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja spodbujajo ustvarjalno delo, usmerjajo pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo, ureditve odprtega prostora in kakovostno prostorsko načrtovanje, ter dvigajo zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Skladno s pravilnikom o podeljevanju nagrad, priznanje dobi član ZAPS oziroma podjetje ali avtorska skupina, v kateri deluje. Delate zatiska. Odločitev za podelitev nagrad Zlati svinčnik za odlično realizacijo je bila v rokah mednarodne 4-članske žirije, ki so jo sestavljali. Krajinski arhitekt Christopher Bradley Hall, utemeljitelj minimalističnega vrta v Veliki Britaniji, arhitekt Chris Berman, partner v londonskem biroju Allies & Morrison, arhitekt Robin Walker, novozelandski arhitekt, ki deluje med Londonom, Ljubljano in Moskvo, ter arhitekt, urbanist in arhitekturni publicist Aleksander Saša Ostan, predsednik skupščine in skupščinskega sveta ZAPS. Zlati svinčnik, ki se podeljuje najboljšim realiziranim projektom na področju arhitekture in krajinske arhitekture. Za nagrado za odlično izvedbo na področju arhitekture in krajinske arhitekture je kandidiralo skupaj 66 projektov, od tega 11 stanovanjskih hiš, 3 večstanovanjske stavbe, 4 poslovne stavbe, 29 javnih stavb, 10 projektov notranje opreme, 6 ureditev urbanih prostorov in 3 krajinske ureditve. V kategoriji vrt letos ni bilo prijav. Ja, spontano sem se odločil, da bom še te neke zvočne efekte dodajal, veste, v nekem reality šovu pač vedno pumpajo napetost s temi nekimi uložki, ker so najbolj varčevalni rezi in take mašine nimamo, in jaz to proizvajajo kar takole in situ, kot se tega reče. V kategoriji vrt letos ni bilo prijav. Namreč, seveda, to ima tisto funkcijo, da potem potegne ljudi in vsi skupaj rečejo Evo, trenutek, ki smo prosim čakali. Zlati svinčnik za odlično izvedbo 2015 prejmejo
Dekleva Gregorič arhitekti, kompaktna hiša na Krasu. Odgovorni projektant Aljoša Dekleva, so avtori Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Vid Zabel, naročnik Borut Bertot. Nagrado bo podelil Saša Ost. Prosim. Hiša, dvignjena na kriču, je privlačna, sodobna interpretacija tradicionalne lokalne gradnje. Preprosta, mejna in kompaktna, a prekipevajoča z ustvarjalnostjo. Zadržana in igriva, premaguje svojo težnost. Zdi se, kot da bi bila ta skrbno postavljena hiša izklesana iz enega samega kosa kamna. V kalupu tradicionalnega je skovan nov jezik s skrbno premišljenimi materiali in detajli. Čeprav je hiša preprosta in surova, je bilo v njen nastanek očitno vložene veliko skrbnosti in pozornosti. Gre za spoštovanja vreden presežek, a kot naslednji logični korak se pričakuje dopolnitev objekta z ustrezno zunanjo krajinsko ureditvijo. Čestitam. Še naročnika, gospoda Boruta Bertota, bi povabil. Borut Bertot se je opravičil, da ima obveznost. Se je opravičil, da ima obveznost. Ja. Dobro, če napita takoj. Borut. Smo mi glasni. Jaz ne moram tako delati. Gre po scenariju. Mojca Gregorski, Miha Kajzel. Skandinavska hiša. Odgovorni projektant Miha Kajzel, projektivno podjetje Arhe d.o.o., naročnik Janez Vajt. Nagrado podeljuje Saša Ost. Prosto stoječa stanovanjska hiša stoji na hribu, v novodobno urbanizirani primestni naravni krajini. Je skrbno umeščena in orientirana in izkorišča čudovite razglede, hkrati pa uspešno pluje med izzivi, ki jih zastavljajo sosednje gradnje. Kako doseči občutek odprtosti v tem značilno polpoddeželskem kontekstu, ne da bi potem žrtvoval zasebnost? Projekt predstavi dobro premišljen, odločen in celovit odgovor na problematično povprečno gradnjo v suburbanem okolju. V njem sta arhitekt in naročnik običajno postavljena pred izziv, kako na kakovosten način potegniti čim več iz parcele, ne da bi pri tem trpeli odnosi sosedi. Pristop, po katerem bi se lahko zgledovalo več naročnikov in arhitektov. Čestitam. Gospod Vajt, beseda 2. Ali beseda 2. Kaj pa želite slišati? Povejte, rekli so mi, da boste kaj zaupali. Torej, prišel sem iz Švedske, kjer sem živel skoraj 45 let in sem imel določeno predstavo, kako hočem živeti. In ko sem prišel gor na Kurešček in sem videl to lepoto, sem rekel, to lepoto je treba izkoristiti za vsakodnevno bivanje maksimalno. Torej mora biti odprte prostori, če se spodnevajam, tudi že Skandinavije, ker je povezava med naravo in človekom Skandinavije zelo pomembna. In Mojca in Miha sta mi to željo zares odlično izpolnila. Zaradi tega sem jaz hvaležen obema ustvarjalcema tega objekta. Živel sem tudi zahtevo, seveda tudi zahteve, namreč, da kontakt z okoljem je najbolj pomembna prioriteta, drugo to tudi, da so materiali, ki jih uporabljamo, naravni materiali. Torej, leseni, kar je tudi v Skandinaviji najbolj uporabljen način gradnje. Ja, in potem je pa moderna tehnika še tudi noter prišla, tako da je bivanje v tej hiši
izredno prijetno. Hvala. Hvala. Še vedno podeljujemo zlati svinčnik. Mojca Gregorski, Miha Kajzel, Matic Lašič, vrtec Poljčane. Odgovorni projektant arhitekture, Mojca Gregorski, projektivno podjetje, Modular arhitekti, naročnik, občina Poljčane. Nagrado podeljuje Saša Ovnik. Vrtec domuje ob robu urbanega središča, ujet med primestne vzorce v objemu mogočnega boča. Stoji na precej težavni podolgovati parceli, logično oblikovan v obliki črke L, pri čemer se krajše krilo zgošča ob cesti v dva volumna s bolj urbanim programom, medtem ko se v daljšem krilu z drugima dvema volumnoma zrcali okoliška pokrajina. Odločna poteza rahlo valovite horizontalne strešne konstrukcije premaguje dualizem obeh delov stavbe in povezuje njuna dopolnjujoča se arhitektonska izraza v enotno celoto. Kljub nekoliko nerodni artikulaciji glavnega vhoda in morda ne dovolj premišljeni krajinski ureditvi pa je domiselna in celotna zasnova vrtca prepričljivo arhitekturno delo, ki lahko služi kot študija primera za izobraževalne in druge javne stavbe v značilnem regionalnem primestnem okolju. Čestitam. Iz režije mi sporočajo, gospod župan, oziroma zastopnik občine Poljčane, je morda tudi z nami nocoj? Ni prisotno. Še ena črnavika. Jaz res nisem. Čestitke še enkrat. Studio Ur-Art, osnovna šola Alojzija Šuštarja. Odgovorni projektant Klemen Pavlin, soavtori Boštjan Kikl, Mojca Magajne, Tomaž Paganeli, Robert Dolinar kot avtor kapele. Naročnik Zavod Svetega Stanislava. Rada podeljuje Saša Ovnik. Zdi se, kot da bi se ta zajetni prizidek želel osvoboditi prejšnjih omejitev in regulacij. Dviguje se nad svoj zgodovinski in institucionalni kontekst, ter pri tem z občutkom lahkotnosti in svobode ustvari nove prostore in nove pomene. Nova šola je pogumno sodobna, smiselno umeščena ob svojo predhodnico, tako po obliki kot tudi po obsegu. Je premišljeno zasnovana in se prefinjeno navezuje na obstoječo arhitekturo. Sledi tako z ohranjanjem osrednje hrbtenice kompleksa, kot tudi z ureditvami na njegovega oboju. Očarljiva in čudovito zamišljena posebnost nove šole je majhna notranja kapela, katere volumen lebdi nad osrednjo avlo šole. Ta diskretni prostor s tihim obrednim dostopom, skromno upravo in premišljenimi, ročno izdelanimi detajli je še en primer zadržanega, a celovitega pristopa k nalogi. Čestitamo. Zdaj pa v tretje. Vabim zastopnika, predstavnika Zavoda Svetega Stanislava za nekaj besed. Dobro večer, v tretje grado. Moje ime je Roman Globokar, sem direktor Zavoda Svetega Stanislava. To je ustanova z bogato tradicijo, z najstarejšo slovensko popolno gimnazijo, ki je domovala v veličastni Ivan Carševi zgradbi, postavljeni pred 110 leti. Ko smo leta 1993 spet začeli s šolsko dejavnostjo v Zavodu Svetega Stanislava, so počasi nastajale enote od gimnazije, dijaškega doma, študentskega doma, glasbene šole, nato tudi osnovne šole. In ko je
prostor sicer ogromne zgradbe, takrat, ko je bila narejena, leta 1905 je bila to največja zgradba v našem delu Evrope, je ta prostor postal za vse nas premajhen. Skupaj nam je bilo lepo, vendar je postalo pretesno. In ko smo dali razpis, se je na razpis odzvalo 10 arhitektov oziroma arhitekturnih birojev, 4 so poslali potem svoje osnutke in od teh smo izbrali Studio Urad in lahko rečem, da smo sodelovali zelo lepo, da so arhitekti zares dojeli duha našega zavoda, razumeli, kaj želimo postaviti, nekako združiti žlahtno tradicijo in pa sodobno ustvarjalnost. Začutili so poslanstvo naše ustanove in tudi vizijo, tako da smo danes vsi tukaj ponosni, celotna naša šola, ponosni na to, da so arhitekti dobili tudi strokovno priznanje. Dovolite, da v koncu preberem še 2 izjavi, eno od ene učiteljice in eno od enega našega učenca. Takole učiteljica doživlja nove prostore. Ko pogledam skozi okno, vidim šolske vrtičke, opazujem plevel, zelišča, zelenjavo, se mi zdi, da sem nekje sredi resničnega življenja, ne pa ujeta v šolski geto. Zunaj vidim življenje, naravo, ki gre svojo pot mimo mene. Kot učiteljico me dela manj pomembno in bolj čuječo. Učenec pa je takole zapisal. Naša šola mi je zelo všeč. Ima veliko hodnikov, zelo velik forum, veliko telovadnico, likovno sobo, računalniško učilnico, lepo knjižnico in kapelo le za nas. Ta stavba je samo naša, od osnovnošolcev. Lep večer sem skupaj. Hvala. Imate Twitter račun? Že vidim, kako se da to objaviti na Twitterju in potem že vidim hashtag Alojzik, hashtag Šuštar, hashtag Studio, hashtag Urad. Hvala. Pravnikar Potokar, arhitekturni biro, ureditev Cankarjevega trga in Blažega ulice v Škofji Loki, odgovorni projektant Robert Potokar, so avtori Primož Žitnik, Ajden Bajrovič, Andrej Blatnik, Špela Kuhar, avtorica ukrajinske ureditve Tanja Simonič-Porošak, avtori urbane opreme Studio Miklavc z Juretom Miklavcem, Jaha Verbič, Jože Carli, Silva Cimperman, naročnik občina Škofja Loka. Kako da bi začel? Niz posegov v bogat javni prostor središča Škofje Loke nas prepriča svojo zadržano, a sodobno arhitekturno govorico, ki ne želi priglasiti bogatih plasti zgodovinskega mestnega jedra. Na prvi pogled so novosti na Cankarjevem trgu in njegovi okolici komaj opazne. Podrobnejši pogled pa nam razkrije niz občutljivih posegov, od zasnove uličnega tlakovanja do posameznih elementov urbane opreme. V celoti gledano in upoštevajoč območja, ki so že bila prenovljena, gre za zelo kakovosten projekt, ki svojo diskretno eleganco predstavlja primer vzorne in spoštljive obravnave zgodovinske urbane substance. Vabim zastopnika občine Škofja Loka. Nekaj besed. Najprej lepa hvala arhitektom, Ravnikar Potokar, ne za nagrado, ampak predvsem za to, kar ste Loki dali. In posledica je nagrada, tako da lepa hvala. Moram povedati, da vse to je bilo narejeno v izredno kratkem času, lahko rečemo rekordnem, od začetka natečaja za ureditev starega mestnega jedra do končane izgradnje tega prvega dela ureditve starega mestnega jedra Škofja Loka je namreč poteklo manj kot 2 leti.
To se pravi, najprej 6 mesecev natečaja, potem 3-4 mesece že projektiranja, zelo usiljenega, to bo več povedala ekipa, in v enem letu je bila celotna ureditev mestnega jedra, to se pravi Cankarjevega trga in Blaževe ulice, narejena. Vesel sem, da je prav ta slika tukaj tudi predstavljena, namreč to je bil pred to izvedbo najbolj zanemarjeni del Škofje Loke. Sedaj pa lahko rečemo, da je najlepši in veselimo si že nadaljevanja v naslednjem letu in potem še v naslednjih, tako da računamo, da nekje do leta 2021-2022 bo celotno mestno jedro Škofje Loke urejeno, vključno z protipoplavno zaščito, ki jo sedaj ravno tudi projektirate. Hvala vam in se priporočamo še za naprej. Gospod župan, ne? Prostorski načrtovalci z licencama A in K so kandidirali za zlati svinčnik z področja prostorskega načrtovanja, ki ga je podelila 4-članska interdisciplinarna zlata žirija, ki so jo sestavljali arhitekt in urbanist, magister Peter Pasin, krajinska arhitektka, prodekanja za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti, Mojca Golovič, arhitektka Marija Prašin-Kolbezen, urbanistka na občini Črnomelj, ter arhitekt in urbanist Ivan Stanič. Za nagrado je kandidiralo 9 prostorskih študij, zasnov ali strokovnih podlag. Na razpis ni bilo prijavljenih prostorskih načrtov. Komisija je v nekaterih predlaganih projektih prepoznala kakovostno nadgradnjo veljavnih in ustaljenih praks urbanističnega načrtovanja, predvsem glede prenosa inovativnih načrtovalskih metod na področja, na katerih jih do zdaj ni bilo, in obuditve starejših urbanistično-oblikovalskih praks. Končno pa je sklenila, da nagrado Zlati svinčnik 2015 za prostorsko načrtovanje podeli projektu Študija lokacij Park and Ride, Luc DD in POP, skupina Maja Farol, odgovorni projektant Karolina Jankovič, sodelavci Luc DD, Bernarda Belc-Šekoranja, Tomaž Blaž, Simona Čeh, Marko Fatur, Matej Pašaj, Sergej Hiti, Karolina Jankovič, Uršula Longar, Miha Miklavčič, Ines Roth, Tilen Smolnikar, Janja Solomon, Ernest Sotlar, Martin Starc, Jana Škrtina, IPO, Društvo za prostorske vprašanja, Maja Farol, Urban Miliha, Marko Peterlin, Jernej Prijon, Mima Suhadolc, Tadej Žalcer. Naročnik, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Število imen se bo zdaj sprazno na pol dvorane. Nagrado podeljuje Peter Pasin. Projekt prikazuje osnovno orodje za vzpostavitev regionalne mreže prestopnih točk javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji, ki pomeni konkretizacijo predlogov iz starejših raziskav in študij z tega področja. Glede na še vedno rastoče število osebnih vozil na cestah in ohranjanje netrajnostnih oblik prometa v regiji oziroma netrajnostne življenjske vzorce dnevnih migrantov, tudi zaradi pomanjkljive infrastrukturne ponudbe, je projekt za zagotavljanje javne koristi zelo pomemben. Projekt ponuja orodje za odločanje o vzpostavitvi osnovne infrastrukture za druge ukrepe, povezane z izvajanjem storitev javnega prevoza po cesti in delno železnici.
Je zastopnik naročnika? Zastopnika regionalne razvojne agencije, Ljubljana sklepane regije, prosim za nekaj besed. Zastopnica. Hvala. Torej, povedala bi, da ta projekt predstavlja zelo pomemben del celovitega urejanja trajnostne mobilnosti v ljubljanski urbani regiji. Zelo smo veseli, da nam je uspelo, ker smo se 2 leti borili z Državno revizijsko komisijo, tako da je ta številna ekipa svoje delo opravila v manj kot 1 letu. Kot naročnik smo predstavljali interese 16 občin, kjer se te točke nahajajo. In seveda najbolj smo veseli, da je 5 teh parking rajdov že zraslo na terenu, Dolgi most je razširjen in seveda verjamemo, da bo zgodba v doglednem roku v celoti zaključena. Hvala vsem. Zeleno, ki te ljubim zeleno. Zeleni svinčnik je priznanje za inovativno trajnostno gradnjo. Podeljuje se za arhitekturno ali urbanistično izvedbo, ki jo zaznamuje odgovornost do okolja in družbe, njen namen pa je trajno izboljšati družbene in okoljske razsežnosti bivanja. Za nagrado Zeleni svinčnik je kandidiralo 10 projektov, od tega 3 individualne hiše, 1 večstanovanjska hiša, 1 vrtec in 1 šola, poslovni objekt, 2 turistična objekta in proizvodno-skladiščna stavba. Dobitnika Zeleni svinčnik na področju trajnostne gradnje izbrala Zelena komisija, sestavljena iz 4 članov, 2 arhitektov in 2 strokovnjakov z področja trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije. Arhitektka Petra Ostanek iz arhitekturnega studija O+P, je več kot A, lanska dobitnica nagrade Zeleni svinčnik, doktorica arhitekture Martina Zbašnik-Senegačnik, izredna profesorica na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, gradbeni inženir Stojan Habjanič, predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, ter strojni inženir Mikel Lenasi, predsednik upravnega odbora matične sekcije strojnih inženirjev v Inženirski zbornici Slovenije. IZS. 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 Zeleni svinčnik prejme objekt. Res zelen. Garden Village Bled. Ideja in zasnova. Borut Kokelj, Barbara Kokelj, Tina Demšar-Breš, Gregor Breš. Odgovorni projektant krajinske arhitekture, Gregor Breš, projektant krajinske arhitekture, Krajinske TOO, projektant arhitektura MJTOO, najbrž Miloš Jeftič, odgovorni vodja projekta, Miloš Jeftič, odgovorni projektant arhitekture, Miloš Jeftič, naročnik, Borut Kelik. Nagrado podeljuje Martina Zbačnik-Senegačnik. Prosim. Garden Village Bled pomeni revitalizacijo opuščene, zanemarjene in zaraščene vrtnarije Vile Bled. Turistična destinacija je nastala sredi urbanega naselja enodružinskih hiš, za ograjo katere se obiskovalcem odpre popolnoma drug svet. Secret Garden, skriti vrt za doživljajski turizem. Garden Village predstavlja celovit trajnostni pristop od idejne faze do načrtovanja, gradnje in obratovanja. Izkazuje vizijo bivanja v povezovanju z naravo, ki je arhitekturo privedla v turistični proizvod. Dosledna zasnova in celovita ureditev celotnega prostora te turistične destinacije nagovarja k predinskemu spoštovanju narave, kar je subtilno sporočilo, ki prevzame vsakogar, ki tu preživi nekaj dni. Inovativnost projekta torej ni toliko v njegovi vsebini, nov je predvsem način razmišljanja, ki vplive svetovnih smernic po notranji deluje iz sebe, iz lokacije in z ekipo, ki je že od vsega začetka vključena v projekt. Gre za vključenost, soodgovornost in sodelovanje skozi celoten proces. Komisija meni, da si projekt Garden Village zasluži vse pohvale
in nagrado Zeleni svinčnik 2015, čeprav opozarja tudi na nekaj nedoslednosti pri izvedbi koncepta. Čez nekaj. Všeč mi je kot teh utemeljitvah, ki se vidi na neke stvari, potem dajo nekaj čist druge podobe. Recimo, tole, ne, tako je vse in v oglaševalskem jeziku in posode, recimo še posebej pač v turističnem, ne. Dosledna zasnova in celovita ureditev celotnega prostora te turistične destinacije nagovarja k prvinskemu spoštovanju narave. In seveda, kaj se mi utrne, da ljudje enaki gledajo na prvinsko spoštovanje narave. Tukaj bomo, prvina gremo nazaj, tukaj bomo nekaj. Ne se višno. Aha, naročnik Borut Kerih, je morda znam, nekaj besed? Ne? Prav? Hashtag Borut, hashtag Kerih, hashtag fail. Aha, pa gremo malo na cash money, platina. Priznanje platinasti svinčnik se podeli članu za obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja. Komisija v sestavi magistra krajinska arhitektka Ina Šutje-Javec, arhitekt Matej Klemkuš, arhitektka in magistra krajinske arhitekture Alenka Polutnik se je odločila, da priznanja ne podeli. To je res hashtag fail. Dajmo malo besneje. In zakaj? Čakaj, tole pa zdaj je bralna naloga. Komisija je v predpisanem roku prejela 3 predloge, ter jih je postopkovno in vsebinsko preverila v skladu z uvodoma zastavljenimi strokovnimi in etičnimi merili ZAPS. Skladno s poslanstvom nagrade, ki je namenjena prepoznavanju kakovostnega in širokega ustvarjalnega opusa arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev, se komisija tudi zavzema za to, da je nagrado primerno ohranjati v zastavljenih okvirih, ki s pravilnikom o podeljevanju nagrad opredeljujejo, da se nagrada podeljuje za največje ustvarjalne dosežke. Zato je presodila, da nagrada ni namenjena nagrajevanju funkcije arhitekta, ki ni neposredno ustvarjalna, ampak je odločevalska, organizacijska in ali upravljavska. Glede na to, da je platinasti svinčnik najvišja nagrada ZAPS, komisija ocenjuje, da kandidat za nagrado ne sme biti v disciplinskem postopku ZAPS. Komisija ocenjuje, da mora celotni predlagani nagrajenčev opus izkazovati arhitekturno prepoznavnost, usklajenost ali presežek v urbanem ali krajinskem prostoru, ter prispevati k večji bivalni in prostorski kakovosti. Pri postopkovni presoji kandidatov za nagrade je komisija ugotovila, da je bil eden od kandidatov med presojo komisije v disciplinskem postopku zbornice, kar bi ga lahko postavilo v sporen moralno-etični položaj. Zato je komisija presodila, da ga ni primerno obravnavati za nagrado. Glede na zgoraj navedena načela, je komisija po večstopenjski presoji ugotovila, da tudi preostala prispela predloga nista v skladu z namenom nagrade, oziroma ne izpolnjujeta vseh zastavljenih pogojev. Zato se je odločila, da nagrade platinasti svinčnik 2015 ne podeli. Člani komisije tudi ugotavljajo, da veljavni postopek kandidiranja za platinasti svinčnik ni v celoti učinkovit. Ne znam, kaj je gledam, ampak koga sem moral pogledati. In tukaj ne vidim, kaj mi luči, ampak sem moral pogledati. Komisija. Hkrati pa glede na majhno slovenskega strokovnega prostora te nagrade ob upoštevanju enakovrednih meril ni nujno podeljevati vsako leto. Komisija v enem predlaga, naj se členi pravilnika preverijo in dopolnijo, da bodo merila povezana z možnostjo prijave in vsebino dela kandidatov za podelitev nagrad ZAPS jasneje opredeljena. Je dramatično? Drama. Sam ne metati stolo. S
S tem je letošnje podeljevanje nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije končano. Downer, no. Veste, kaj vam je, dajmo več par stolov, no? Ne moramo počrtati na takih način. Naj par stolov poletilo, ne bo šlo nam zgor. Iskrene čestitke nagrajencem, seveda, absolutno. Celotne obrazložitve so objavljene v katalogu razstave, dostopne tudi na spletni strani ZAPS. Zahvala sponzorjem, ki so omogočili dogodek Dan arhitektov 2015. To so Ministrstvo za okolje in prostor, pokrovitelj Lafarge Sanam, TOO, ali pokrovitelj Mineral TD. Hvala Harvari, Duni, Taji in Miki. Za naporne organizacije dogodka. Hvala za priložnost. Vabim vas, da si še sami ogledate projekte, ki so se potegovali za nagrado Zlati svinčnik, ter presodite o odločitvah komisij. Razstava Slovenska arhitektura in prostor 2015 je s tem otvorjena! Hvala vam za vašo prisotnost, lep večer še naprej in ostanite z nami.